Torej, lep dober večer vsem. Univerzitetna župnija torej kot organizira kulturni večer v okviru praznika kulturnega dne. Ideja je bila, da povabimo vsako skupino, ki deluje znotraj univerzitetne župnije, ki je na način z njo povezana, da če je pripravljena pripraviti kakšno točko, kakšen prispevek, in tudi druge študente in poštudente, ki so povezani z nami. In je bil kar odziv, tako da smo veseli. Naslov je torej Hvaležnost za dar življenja in Viktorija nam bo predstavila, bo nas uvedla, olepšala ta večer s pesmijo. Gospod, pred tabo zdaj stojim in se ti zahvaliti želim, ker si mi možnost dal, da lahko živim. Hvala ti za moja starša, ki sta me sprejela. Vzgojo sta mi pravo dala, da sama bom lahko naprej živela. Hvala ti za druge vse ljudi, ki me spremljajo v življenju. Prosim, spremljaj tudi njih v njihovem veselju in trpljenju. Hvala ti za vso lepoto tega stvarstva. Hvala ti za gosti in ptičje petje. Hvala ti za vsak sončni žarek, ki je zmeraj najboljše gretje. Hvala ti za mojega moža, ki me vsak dan osrečuje, in hvala ti za svetega duha, ki me kot osebo izpopolnjuje. Čeprav je včasih težko, znajdem se v nemiru in trpljenju, ima še vedno večjo vrednost to, da se lahko v sreči nasmehnem tebi in življenju. Zato, Gospod, še enkrat hvala, da si me ustvaril, še enkrat hvala, da si življenje mi podaril. Hvala. Iz te hvalnice življenja bi pa predali besedo skupini ProLife, ki nas bo uvedla v to, kar je pripravila sama. Sara? Ja, se vidi? Ja. Okej, Kaj začneva? lahko začneva. No, Sara je rekla, da se moramo najprej pač predstaviti, kaj delamo oziroma kako smo nastali. Taka so bila pa ena vodila. To je bilo predlani, se mi zdi, ko je Zavod Živim izvedel z Tino Čerin in ostalimi razne delavnice oziroma kako že predavanje. Potem pa se nekaj punce nas je zbralo in to tudi nadaljevalo. Nadaljujemo pa tako, oziroma zdaj sicer ne preko Zooma, v živo pa povabimo različne predavatelje, pričevalce, pač da izvedejo srečanje. Če vas karkoli zanima, pa lahko vprašate, drugače pa, ko bo spet dovoljeno v živo, bomo izvedli. Pač čisto po navdihu, koga želimo, se dogovorimo, povabimo, potem pač skupina pa oziroma udeležba na predavanjih pa je pač dovoljena vsem, ne, prosti vstop je. Ne glede na starost in druge omejitve. Sara? Ja, zdaj sva pa pripravila eno predstavitev z fotografijami in citati iz Svetega pisma, pa z drugimi citati o tem daru življenja, da bi nas tudi spominjalo na to, kako smo ljubljeni od Boga, ki nam je podaril to življenje, in kako smo tudi poklicani, da sprejemamo vsako življenje. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil.
Moje kosti niso bile skrite pred tabo, ko sem bil narejen na skrivnem, stkan v globočinah zemlje. Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal. Gospod me je poklical v materinem telesu, me v materinem telesu upodobil za svojega služabnika. Že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. In zdaj, Gospod, si ti naš oče, mi smo glina, ti si naš upodabljavec, vsi smo delo tvojih rok. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu in je na ves glas vzkliknila in rekla: Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je sad telesa. Kakor pušice v junakovi roki, takšni so sinovi z mladosti. Blagor možu, ki je napolnil svoj tul z njimi. Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril. Moškega in žensko je ustvaril. Božji duh me je ustvaril, dih mogočnega me je oživil. Spoznajte, da je Gospod Bog. On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Tvoje roke so me naredile in utrdile. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil s vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Gospod mu je tedaj rekel: Kdo je dal človeku usta? Kdo naredi človeka, da je nem ali gluh, da vidi ali da je slep? Mar nisem to jaz, Gospod? Sedaj pa lahko skupaj zmolimo tudi molitev za nerojene otroke. Gospod Jezus, pobudi v nas spoštovanje do vsakega nerojenega človeškega življenja. Naredi nas sposobne v sadu materinega telesa gledati čudovito delo stvarnika. Daj, da bodo naša srca
velikodušno sprejela vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen. Marija, kraljica družine, Prosi za nas. prosi za nas. Sveti Jožef, odrešenikov varuh, Prosi za nas. prosi za nas. Nedolžni otroci, Prosite za prosite nas. za nas. Otrok je najlepši božji dar v družini, narodu. Nikdar ne zavrnimo tega božjega daru. Revščina je, če se odločiš, da mora otrok umreti, zato da ti lahko živiš, kakor želiš. Mama, Hvala za življenje. Hvala za predstavitev, za molitev, za vabilo. Nadaljuje medicinska skupina, ki je tudi začela s svojim delovanjem 3 leta nazaj na pobudo študentke Tadeje in drugih mlajših ali starejših kolegic. Dobivamo se nekaj enkrat mesečno ob temah, ki so zanimive, ki se nekdo javi, da jo pripravi, ali pa povabimo kakšnega gosta. Hkrati pa želimo, da bi vsaj enkrat letno nekako bilo eno srečanje, ki je odprto tudi za vse, kajti vprašanja človeškega življenja, dostojanstva, medicine se dotika pravzaprav vseh nas in so lahko neke vrste tudi formativne za druge. Z naše strani bo Aljaž aktiviral poslan prispevek. Dajte povedati, če boste slišali. Simona se čuje? Ne še. Se spomnim, kaj smo takrat naredili? Ponedeljek je šlo. Tam, ko daš share screen, imaš tudi opcijo, da kao share tudi zvok. To moraš dati ravno. Ja, vem, ja. Da je opcija, samo kako se pa to da. Ko daš share screen, to pa pol. Imam drugi predlog, kako lahko rešimo zadevo. Ja. Ok, imam. Dobro, zdaj se hitro odločimo. Hvaležna za dar življenja, za prerasle igrače, za prvič zaslužene plače, za zleti lasci venja, za pretrgane spone, za vedno nove vzpone, za rasti in zorenja, za preizkušnje bridke, za notranje bitke, za ognje duševnega kaljenja, za polomljene kosti, za ljubezenske strasti, za mladostniška norenja, za trenutke neomajne vere, za redke nesebične namere, za iskrenih src slavljenja, za vročeglave spore, za drugačne nazore, za vsa različna mnenja, za v naročje položene gobčke, za podane robčke,
za ganljiva sočutenja, za krčevito agonijo, za novo kemoterapijo, za nedojeto milost trpljenja, za razigran otroški vrišč, za obiske pokopališč, za čas in konec človekovega hitenja, za neizmerna hrepenenja, močnih čustev vrenja, nervozna znojenja, mila ihtenja, prenesena sramotenja, v negotovosti visenja, brusilna trenja, iz zmot prebojenja, zahtevna spreobrnenja, čudežna ozdravljenja, odnosov nitk pletenja, hvaležna za dar življenja. Hvala za ta utrip srca na dar življenja. V glasbene ritme pa nas bo kot zadnji vpeljal v zbor Vdih. Tako, mi smo pa v tem času, ko se nismo mogli srečevati na vajah, vendarle nekaj majhnega skupaj ustvarili, in sicer pesem se lepo povezuje z današnjo temo, ima naslov Otroci Boga. Smo res lahko hvaležni za to. In ta pesem res govori ne samo o tem, da bodimo hvaležni za dar življenja, ampak da se tudi obnašamo tako, da bomo s celim našim življenjem v bistvu odsevali to, da smo Božji otroci, z enim dostojanstvom, ki ga nič na svetu ne more uničiti. Tako da, Aljaž, te prosim kar, da zavrtiš ta posnetek. Lepa si, ljubljena, ti si kraljeva hči. Nebeški Bog je oče tvoj, kraljevske si krvi. In ti si mož v očeh Boga, globoko spoštovan. Po Božji si podobi bil nekoč oblikovan. Kako velika milost je, otroci smo Boga. Jaz in ti in človek vsak, do skrajnih mej sveta.
Ok, hvala tudi zboru Vdih in vsem, ki ste že do zdaj pokazali svoje kulturniško udejstvovanje. Zdaj, ko sem se pripravljal na to, da bomo imeli ta večer, sem malo danes popoldne vpisal pregovore o kulturi. Ogromno jih je, vsak po svoje nekaj sporoča. En, ki me tako malo iskrivo nagovoril oziroma mi dal misliti, je bil pa tale. Brez kulture se zdi še tako popolna družba kot džungla. In mi je bilo tako, se mi zdi, da se premalo zavedamo bogatstva kulture, ki ga imamo in da mogoče premalo gojimo. In se mi zdi, da se nam je kultura en tak opomnik, ko imamo razne dneve, pa imamo dan za to, pa dan za to, pa imamo dan objemov, da se ne bi pozabili objema, pa imamo ne vem kakšne vse mogoče dneve so ljudje že uvedli ali pa smo si jih namislili, da imamo neke zavesti. Kultura je pa res tista, ki jo moramo imeti v zavesti vsak dan in hvala vsem, ki ste se potrudili in pripravili ta večer, da ste si nekako tudi mi kulturo približali oziroma se spomnili njenega pomena. Pa mislim, da je lahko to res eno povabilo nam vsem, da bi ne živeli kulturo samo 8. decembra, ampak da bi februarja, ampak da bi kulturo živeli res vsak dan, se udeleževali kulturnih prireditev, ne vem, se zavedali lepe slovenske besede, lepe slovenske pesmi, lepih slovenskih del, raznih umetnin, bili na to ponosni. In verjamem, da bomo s tem tudi kot narod ne živeli v neki džungli, ampak bomo lahko živeli v eni lepi skupnosti, ki bi imeli eno pravo harmonijo, pravo dušo. In če smo že v okviru naše župnije, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da vera in kultura gresta zelo pogosto z roko v roki. Vera v veliki meri oblikuje kulturo, pa tudi kultura nekako vpliva na marsikatero versko prakso. Teda živimo s tem in je fajn, da se tega zavedamo, pa da smo ponosni na kulturo in vero, ki jo imamo. Pa ko smo ravno pri koncu večera, lahko še zmolimo en sveti angel, dobimo blagoslov, pol pa lahko imamo še naprej malo veselega oziroma sproščenega druženja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Sveti Janez Pavel II, Gospod z vami, blagoslovi nas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.